Skupina poslancev s prvopodpisanim Ivanom Vogrinom je v četrtek vložila že drugo interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta. Tokrat ministru med drugim očitajo politično kadrovanje, saj naj bi nekdanjemu izvršnemu direktorju Državljanske liste Janku Jenku pomagal v nadzorni svet slovenske industrije jekla. To je že 5. interpelacija zoper ministre vlade Alenke Bratušek. Poleg Viranta sta jo do zdaj uspešno prestala tudi ministra Čufer in Omerzel, SDS pa je nedavno vložil interpelacijo tudi zoper ministra za izobraževanje Jerneja Pikala. Ojezerjene površine na Planinskem polju, Cerkniškem jezeru in v Loški dolini se še naprej povečujejo. Danes bo deževalo predvsem v južnih krajih, v noči na soboto bodo padavine zajele vso Slovenijo in v soboto popoldne ponehale, napovedujejo meteorologi. Dež je sprožil tudi nekaj zemeljskih plazov. Na okrožnem sodišču v Mariboru se je začelo sojenje Elvisu Pajiću, ki naj bi bil oktobra lani na Teznem sodeloval v obračunu kriminalnih združb, povezanem s preprodajo mamil. Pajić naj bi v pretepu s še 3 moškimi uporabil tudi pištolo in 2 ranil. Tožilstvo je za trojni poskus umora in povzročitev hude telesne poškodbe predlagalo 9 let in 6 mesecev zapora. Pajić krivde ni priznal. Obramba bo z zaslišanjem dodatnih prič in sodnih izvedencev poskušala dokazati, da je šlo za silobran. Obravnava se bo nadaljevala 10. marca. Znova pa moramo žal poročati o incidentu po tekmi. Iz celjske policijske uprave so sporočili, da so bili po noči obveščeni o množični kršitvi na avtocestnem počivališču Tepanje, kjer se je po vrnitvi sinočnje nogometne tekme v Mariboru ustavil avtobus s španskimi navijači. Na počivališče se je za njimi pripeljalo več avtomobilov z večjim številom ljudi, ki naj bi bili španske navijače napadli s palicami in celo sekiro. Pri tem je bilo poškodovanih 5 oseb, 1 huje, vsi pa so pomoč iskali v bolnišnici. Neznanci so uničili avtobus španskih navijačev in prostore bencinskega servisa. Po noči bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo in jutri popoldne postopno ponehale. Meja sneženja bo med 500 in 700 metri nad morjem. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji sončno, drugod pa se bo od vzhoda oblačnost povečala. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Nadaljujemo zgodbo o uničenju sodov iz kleti podjetja Vinak. Na mariborski psihiatriji zanika obtožbe z ovadbe, primer bo preiskala zunanja komisija. Mariborska občina nima posluha za pobude o novi lokaciji umetnostne galerije. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.